veseli me, da je vsaj poslanec Jožef Horvat danes omenil, da imajo živali svojo govorico in da se je on kot otrok, da je to govorico celo razumel in se je pogovarjal s kravami. Res je, imajo svojo govorico, to vemo tisti, ki z živalmi živimo. Moja psička razume čisto vse, da bo malček ironična, včasih več kot politiki tukaj v tej dvorani. In te živali resnično čutijo veselje, čutijo žalost, čutijo strah, kolegica, ne motiti moje razprave, čutijo strah, čutijo grozo, vedo, kaj jih čaka. In tiste, ki čakajo v klavnici, vedo, kaj jih čaka. In ni malo primerov, ko živali pobegnejo iz klavnic. Raje skočijo s pečine v smrt, kot da bi šle pod nož, ali bežijo, tako kot tisti bik slavni izpred par let na Hrvaškem, ki je 3-krat ušel in na koncu so ljudje v vsem svojem pokroviteljstvu temu biku priznali status nacionalnega junaka in ga verjetno odrešili zakola. Ja, zato ker je nacionalni junak 3-krat pobegnil pred pokolom. Težko govorim sicer o zakonu, ki zakola živali žal ne odpravlja, pa ne zato, ker predlagateljice niso tiste, ki bi ga najraje odpravile, ampak zato, ker vas je v tej dvorani večina takih, ki se vam kaj takega zdi sploh ne zaslišano, ki se celo norčujete iz ljudi, ki ne jemo mesa, ki se vam zdi to nekaj absurdnega, nekaj nemogočega. Ne? Zaradi takšnih ljudi seveda ne gredo tako daleč. Gredo pa dovolj daleč, da želijo izboljšati položaj in življenja živali. Predlagala bi vam, resnično iz vsega srca, da si preberete ne preveč obsežen roman Olge Tokarčuk, Nobelove nagrajenke z naslovom, povednim naslovom, Pelji svoj plug čez kosti mrtvih. In da si ogledate film, ki je prav tako mednarodno nagrajen in je pred nedavnim igral v Kinodvoru IA. Film je posnet iz perspektive oslička, ki doživlja vso grozo človeškega ravnanja. Do končne sekvence, ko se znajde v koridoru smrti skupaj s kravami pred klavnico. In če se vas to dvoje ne bo dotaknilo, potem se vas ne bo dotaknilo nič. Če pa tudi to še ne bo dovolj, pa končno dojemite že, da podnebni zlom, ki prihaja, ni izmišljotina. Sami vidite, kakšne katastrofe se dogajajo v kmetijstvu, povodnji, suše in tako naprej. Ampak podnebni zlom povzroča kaj? Povzročajo ga toplogredni plini. Kdo pa povzroča toplogredne pline? Poleg prometa, ki je največji onesnaževalec, je drugi največji onesnaževalec množična živinoreja. Tukaj se sproščajo ogromne količine metana v zrak in od tukaj nam grozi globalni podnebni zlom. Pa seveda je to spet verjetno levičarska teorija zarote in seveda se boste posmehovali, kolega tukaj čisto pred mano se že posmehuje. Ne? In nehajte si izmišljevati, kako je stroka neslišana in nehajte govoriti, da je stroka nezmotljiva. Žal tudi stroka kdaj zataji. In v primeru, ki smo bili, ki je bil dokumentiran, posnet, kar se je dogajalo v klavnicah, Košaki in Rače, je stroka zatajila. In tam je bilo na delu neizmerno trpljenje živali. Neizmerno. Me zanima, kako bi se kdo od vas počutil, če bi bil takrat tam. Ampak to vas verjetno ne briga, kje pa. Ne? Kolega se kar za glavo drži, ko sem to rekla. Tako da ne bom vam več naštevala vaših res žalostnih manipulacij, pač peljite svoj plug čez kosti mrtvih še naprej in nasprotujte temu zakonu, ki, kot rečeno, sicer povsem ne odpravlja trpljenja živali, pa ne zaradi predlagateljic, ampak zaradi večine vas tukaj, ki nimate niti približno empatije do drugih živih bitij in se vas sploh ne dotakne, kako se počutijo one, pač pa vendarle ta zakon v veliki meri želi izboljšati stanje stvari, ki bo vplivalo na bolj human pristop do živali, do živih bitij, s katerimi se delimo ta planet.
ki niso manj vredna od nas. Manj vredna so morda samo v glavah nekaterih ljudi. In zato bom ta zakon kljub mobilnim klavnicam in podobnim zadevam, s katerimi se osebno seveda ne identificiram, podprla v upanju, da je to en majhen korak k popolni osvoboditvi živali. Hvala lepa.